Naj povem, da bomo začeli s pogovorom o življenju Ivana Kosa in ga zaključili z zgodbo o deklici z oranžo, tako da prosim malce potrpite z nami, skrivnosti razkrivamo na koncu. Ivana Kosa verjetno ne rabimo posebej predstavljati, ampak vseeno par podatkov iz njegovega zelo zanimivega življenjepisa bi za uvod vseeno povedala. Ivan Kos, ki se je rodil leta 1895 in umrl 1981, je bil eden najpomembnejših umetnikov v 20. in 30. letih v Mariboru. To je obdobje naglega gospodarskega razvoja mesta ter čas, ko je področje likovne umetnosti šele iskalo svoj prostor v mestu. Kot mlad slikar je skupaj z drugimi svoje generacije prevetril mariborsko umetniško dogajanje, prinašal je svežino novih umetniških pobud ter soustvarjal prebujajočo se likovno sceno. Tudi s pomočjo Ivana Kosa se je v Mariboru rodila nova umetniška skupnost, ki je želela stopiti v korak s sodobnimi umetnostnimi tokovi ekspresionizma in nove stvarnosti. Ivan Kos je študij slikarstva pričel na Dunaju in sicer na Kraljevi akademiji, kamor je bil kot edini Slovenec takrat leta 1918 sprejet na slikarstvo. Naj povemo še, da je predčasno opravil maturo na klasični gimnaziji v Mariboru in nato odšel na oficirsko šolo v Graz, kjer je opravil oficirski izpit. Ampak par mesecev po vpisu na akademijo je razpadla Avstro-Ogrska in slovanski študentje so morali zapustiti Dunaj in je študij nadaljeval na akademiji v Pragi. Tja se je odpravil brez štipendije ali pa bomo to kasneje pri pismih, ko jih bomo malce spoznali, se vprašali, ali je res bilo tako ali ne, in študiral najprej pri profesorju Bukovcu in kasneje opravil še slikarsko specialko. In prav Praga v 20. letih je bilo mesto, ki je oblikovalo mladega slikarja. Na akademiji je na začetku izključno risal, ker za slikanje ni imel sredstev. Nato pa je, ko je prijel državno štipendijo leta 1922, se vpisal na slikarsko specialko in še opravil ta del študija. Štipendijo bi mu naj priskrbela žena Rudolfa Maistra. Povezal se je v Pragi z drugimi študenti, slovenskimi študenti, med drugim z Božidarjem Jakcem, najpomembnejše pa je bilo njegovo prijateljstvo z Antejem Trstenjakom, ki ga je vpeljal v skrivnosti akvarela. In risba in akvarel ostaneta avtorjevi najbolj prepoznavni likovni izrazni sredstvi skozi celoten opus. Po opravljeni slikarski specialki leta 1924 se je vrnil v Maribor, se je pa kot obetaven mlad umetnik že med študijem v Mariboru tudi predstavljal, tako je sodeloval na prvi umetnostni razstavi 1920 pod pokroviteljstvom Rudolfa Maistra, ki predstavlja tudi začetek organiziranega življenja likovnih umetnikov v mestu. Po študiju se je z umetnikoma Franjem Stiplovškem in Nikolajem Pirnatom povezal v klub mladih, kasneje pa je bil soustanovitelj kluba Brazda z izrazitejšo socialno vsebino, ki je postal glavni nosilec razstavne dejavnosti v mestu med obema vojnama. Ivan Kos se je krajši čas po zaključenem študiju preživljal z risanjem bolnikov na dermatološkem oddelku Mariborske bolnice. Iz tega obdobja naj bi ostajale odlične risbe, vendar se nam do njih ni uspelo dokopati. Nato pa leta 1925 nastopi delovno mesto profesorja risanja na Mariborski klasični gimnaziji, kjer ostane do svoje upokojitve. In sicer za krajšo prekinitvijo v času druge svetovne vojne je bil najprej interniran v Srbijo, odkoder je pobegnil k bratu v Ljubljano in tam poučeval na eni izmed gimnazij. Njegov brat je bil v tistem trenutku že član OF, kasneje pa je to bil tudi nekdo, ki je bil veleposlanik Jugoslavije
o tem nam bo seveda povedala gospa Degenkolb več. V tem svojem kratkem času v Ljubljani pa se je tudi poročil in kasneje med vojno zasnoval tudi družino. To je nekako tisti razburljivejši, zelo dinamičen del umetnika Ivana Kosa za začetek. Zdaj bomo pa kar začeli z pogovorom, z vprašanji. Pa bi jaz mogoče najprej začela z malce bolj umetnostno-zgodovinskega vidika, tako da bi gospo Prosenc vprašala. Vi ste Ivana Kosa poznali kot umetnika, kot ustvarjalca, skupaj sta pripravila oziroma ste pripravili njegovo zadnjo veliko pregledno razstavo oziroma retrospektivo, to je bilo leta 1975. Kakšen je bil njegov lik, ki ste ga vi doživeli? Najprej lep pozdrav vsem in moram povedati, da me izredno veseli, da ponovno govorimo o Ivanu Kosu, kajti po mojem prepričanju je dejansko Ivan Kos človek, ki je ustvaril nekaj del izrazito pomembnih za slovensko umetnost, likovno seveda. Moram povedati, da sem začela z profesor Kosom delati razmeroma mlada, ne toliko po letih kot po stažu, ker sem pač precej kasno prišla v Maribor in predvsem kolegice tukaj ali pa mogoče moja sodelavka pri tej razstavi Breda Ilih Klančnik ve, da delo za retrospektivno razstavo ni ravno lahko. Vendar moram povedati, da so mi bili pri delu z profesor Kosom odprta vsa vrata. Po eni strani mi je v veliko pomoč bila kolegica Breda, za katero vemo, da je izredno sposobna pri zbiranju podatkov, da ji nobena malenkost ne uide in takoj potem meni ostalo več časa za druga dela. Profesor Kos je bil takrat gospod 75 let, vendar izredno vitalen in je imel popisana ali pa v svoji glavi absolutna vsa dela, ki so bila še v njegovem ateljeju ali pa ki so bila po raznih domovih. To se pravi, da mi ni bilo treba, iskati v temi, kot je velikokrat značilno za priprave umetnostne galerije, priprave retrospektive in sem dejansko imela pravzaprav na razpolago vse. Poleg tega pa je bil izredno, lahko bi rekla, kot neke vrste sodelavec v senci. Namreč mogoče kolegice tukaj ali kolegi, ki so navzoči, vedo, kako težko je včasih predstavljati umetnika, posebno še, če je živ. Ker zelo težko je uskladiti njegove želje, njegova hotenja in pa možnosti, ki jih ponuja na primer institucija, ki jih ponuja čas in podobno. No, pri Kosu teh problemov ni bilo. In tako mi je uspelo odkriti pravzaprav enega izmed res lepih opusov, ki se je seveda razvijal predvsem v času med obema vojnama in nekje potem do 50 let. In niti ko je videl, da pravzaprav dosti bolj cenim dela, ki so nastala v njegovih zgodnejših delih in pa recimo predvsem ta 20., 30. leta, to se pravi v času Deklice z oranžo, v času odličnih akvarelov, teh risb posameznih revežev, posameznih beračev, ni nikoli oporekal, da je pač bila retrospektiva kot moje pisanje o tem delu nekoliko ne v popolnem ravnovesju. Kar se pa tiče človeka kot takega, vam lahko povem samo to, da je bil izredno prijazen, da je bil, kot sem rekla, nevsiljiv, da pa je vendarle svojo zasebnost držal zase, to se pravi, meni so bila v zvezi z njegovo umetnostjo odprta vsa vrata, glede zasebnosti pa ne toliko.
Takrat je Deklica z oranžo že bila v zbirki UGM. Kakšen status je takrat imela to sliko? Danes govorimo, da je to neko ikonično delo v zbirki, mogoče celo naše najbolj prepoznavno delo, in zdaj, ko smo zgodbo komunicirali z mediji, smo uporabili kar zelo popularno primerjavo in smo ji rekli Mariborska Mona Lisa. Kako pa je to delo takrat, kakšen status pa je imelo to delo takrat v zbirki? Ja, že takrat je to delo izstopalo, ker mislim, to ni vprašanja, kvaliteta je odlična, poleg tega pa to delo, ki je sicer iz obdobja nove stvarnosti. Vendar on je, recimo Kos je sodeloval tudi z Stiplovškom, ki je bil bolj nekako dobeseden slikar nove stvarnosti, bolj naklonjen naprimer nemški novi stvarnosti z Arnoldom Konradom in Aleksandrom Konradom in podobnimi, vendar če primerjamo skoraj v istem času nastali sliki Deklica z oranžo in pa Dekle s knjigo, ki jo je Stiplovšek upodobil kot svojo ženo, vidimo veliko razliko. Namreč Deklica z oranžo je izrazito živa, kljub temu, da ima te osnovne lastnosti nove stvarnosti, to se pravi polna telesnost, izoliranost iz ostalih prostorov in nekako mogoče malo eno poenostavljenost, je izredno živa in pri tem ni značilno kot pri nekaterih delih nove stvarnosti, ko imamo občutek, kot da je figura pod steklenim zvonom. No, in tako si pravzaprav slika sama od sebe izborila to mesto. Nihče od nas ni bil toliko slep, da ne bi videl njenega pomena, bila je priljubljena pri publiki, izbrali smo si jo za naslovnico kataloga in seveda je bila zanimiva tudi zato, ker smo z veseljem ugibali, kdo naj bi bilo to dekle. Pa da malce še rečeva o novi stvarnosti, ekspresionizmu. Ivan Kos, sami ste povedali to v predavanju, ki ste ga imeli, mislim, da predlansko leto, je želel po zaključenem študiju v bistvu živeti od naročil. To je bilo sredi 20. let, takrat je bil Maribor najhitreje razvijajoče se mesto v državi, ampak naročil ni bilo. Mislim, vem, da nimate seveda nekih verjetno neposrednih podatkov, pa mislite, da je to bilo zato, ker so bile njegovi portreti preveč novostvarniški, preveč ekspresivni, ali kaj mislite, da je botrovalo temu? Ne, mislim, da ne. Enostavno takoj po vojni ni bilo klime. Morate vedeti, vi ste sami povedali, da je Kos sooblikoval to, bi rekla, to atmosfero, to sceno, za katero se sploh lahko začelo razstavljati. Razstavljalo se je po raznih najrazličnejših prostorih. Takrat se je kasneje potem rodila tudi misel o želji po galeriji in je dejansko so bile izredne prilike, da je kdo od bogatejših meščanov se odločil za kakšno sliko ali pa da je, in pa predvsem so bili te umetnostni tedni, ko so bile razstave, takrat pa je Kos vedno se je moral nekoliko umakniti Mušiču, ki je pobral vedno vse prve nagrade, dočim pa Kos druge, tretje, to so bili taki odkupi, pa recimo portretiranje, vendar ni bilo v Mariboru, kljub temu, da ste rekli, da se je stvar razvijala, da je Maribor rastel, da se je nekako uspelo v kratkem času, je postal Maribor iz nemškega mesta slovensko mesto, pa še ni bilo te kulture odkupovanja. Pa sam, da se še dotakneva tega njegove vloge pri organizaciji, soorganizaciji likovnega življenja. Najprej sodelovanje pri razstavah, ko je še študiral, potem klub mladih, potem klub Brazda, kasneje potem društvo likovnih umetnikov. Kakšna je bila v bistvu njegova vloga? Je bil to nekdo, ki je stvar usmerjal, ki jo je nekako vzpodbujal, povezoval? Kako ste vi
ga doživeli oziroma kakšen je bil? Ja, ne bi mogla reči, namreč mogoče bo snaha kaj več povedala, ampak jaz sem imela pač vtis vedno o izrazito zadržanem človeku, ki se ni želel eksponirati in pravzaprav je že anekdotično to, da je pri prvem društvu, ko je bil soustanovitelj, to se pravi pri Brazdi, bil blagajnik, bil blagajnik in mu je ta vloga ostala vse do konca. To se pravi že to, da je bil človek zaupanja, ni bil pa izpostavljen, ni bil pa lider. Ne? Hvala. Zdaj bi pa prosila gospod Vlasto, Degan Kos. Za našo razstavo v UGM kabinetu smo se odločili potem, ko smo dobili namig, da se v Pokrajinskem arhivu Maribor nahaja osebna zapuščina Ivana Kosa. Njegova korespondenca, osebna pisma, razglednice, strokovna korespondenca v okviru društev, njegove priprave na poučevanje, avtoritetni naloge, zvezki, indeksi, objave o razstavah in še mnogo tega. Vse to je v arhiv delovala skrbnica avtorjeve zapuščine, gospa Vlasta. Vi ste bili avtorjeva snaha, vaš sin in hčera ter vnukini so danes potomci Ivana Kosa. Nam poveste, kakšen spomin imate vi nanj, oziroma celotna družina Kos je precej zanimiva, kaj ne? Ja, dober večer. Jaz bi začela v mojih rosnih letih. 10 let sem bila stara, ko je pa bil Ivan Kos moj profesor na klasični gimnaziji. Spomnim se, da smo risali liste s parka, kar je bilo meni zelo domače, ker tam blizu stanujem. Druga stvar, ves čas smo šteli, kolikokrat bo rekel, ka ne da ne, ker to je bil njegov, kadar ni vedel naprej, je rekel, ka ne da ne. No, potem se ga pa spomnim v času, ko smo se nas klasike so razformirali. Eni smo ostali na levem bregu in smo šli na osnovno šolo Bojana Iliha, drugi del je šel preko mosta na takratno gimnazijo Milanša Židjanška. Profesor Kos je šel z nami na Bojana Iliha in v tistih časih sem jaz že imela neke stike z njegovim zelo, bi rekla, živahnim sinom. In sicer je on bil zelo, bi rekla, netipičen za siceršnjo družino Kosovih, in zelo neprilagodljiv. Tako se je dogajalo, da je profesor Kos v odmoru oddrvel v razred mojega bodočega moža, to je bil C razred, jaz sem bila D, in mu stisnil 2 focna in se vrnil v zbornico, kajti profesorji so imeli z njim velike težave. Naprimer, tudi profesor Štauber, zdaj eni ste tu klasiki, pa veste, o kom govorim. Profesor Štauber se je s profesor Kosom v zbornici sporekel. In posledica tega bila, da je moj bodoči mož dobil v oktobru zaključeno 1 iz latinščine in ga oče naslednji dan vzel iz gimnazije in ga prešolal na neko drugo šolo. Skratka, to so bile zgodbe, ki so takrat kurzirale po hodnikih. No, jaz sem se, ko sem se sporočila z Ivanom Kosom mlajšim, je bil moj tas star, reče in piše, 74 let. Kajti sina je imel pri 51 letih, on je bil neke vrste večni mladenič v mojih očeh. Potem pa sem začela spoznavati to zelo, zelo zanimivo družino. In sicer najprej sem spoznala brata Frančka, ki je bil kasnejši diplomat v Tokiju, New Yorku, s Churchillom v Londonu imel kontakte, takrat po vojni je bil v Londonu, skratka zelo izobražen umetnostni zgodovinar, poliglot. In z njim je on hodil na izlete, kjer je Franček, torej dobro situiran človek v tistih časih, imel svoj avto in je vodil dedka Kosa, kot smo mu rekli, na slikanje predvsem v Slovenske Gorice. To mu je bilo najljubši prostor. Potem so z njim hodili še doktor Fidel, ki je bil sosed na Tožičem drevoredu, ki je imel dosti terenskega dela, pa ga je vzel zraven, ko on hodil po, kaj pa vem, po kmetijah, je
slikar slika, na ta način je pač on iskal motive in teh motivov je res zelo dosti. Trenutno pa imam še stike z edinim njegovim bratrancem, še živečim, to je pesnik Vladimir Kos, misionar, ki živi v Tokiu, star je 96 let in ravno danes sem dobila od njega eno pismo, bil je v Sloveniji, konec oktobra se vrnil in mi piše, da je precej bolan, ampak da to svojo bolezen smatra kot izziv za povečanje lastne kreposti in piše dalje pesmi, kajti pri tem pozablja na svoje fizične bolečine. Moram reči, da sem bila zelo pretresena. Njega večkrat spodbudim, da mi kakšno stvar svojega burnega življenja zaupa, saj je živel skupaj s tastom v Ljubljani v času okupacije. No, sorodniki so potem še njegovi nečaki, karikaturist Božo Kos, v Mariboru bil grafik Boris Kos, skratka vsi so bili zelo talentirani in večinoma tudi poligloti. Mislim, da Vladimir Kos govori 12 jezikov. Tako. Ko smo bili pri vas na domu, ko ste nam pokazali zapuščino, za katero skrbite, ste nam tudi zelo lepo opisali, kako v tistem času, ko ste ga vi poznali, je izgledal umetnikov dan, kakšna je bila njegova rutina. Ja, on je bil človek principov, bi rekel, ne? On je imel zelo vdano ženo, ki je svoje življenje posvetila temu, da je on imel res doma red in izvrstna kuharica bila, skratka, imel je topel dom. Zjutraj je odšel v atelje, dokler je še slikal, potem se je vrnil 10:30 nazaj in je poslušal na enem avstrijskem programu, so v tem času predvajali opere in takrat je v hiši moral biti popolni mir, ne bi smelo biti niti prepiha skozi okno. Vsi smo se umaknili. Ko je bilo teh oddaj konec, je bilo kosilo in tu mi je ostala v spominu ena bizarnost in sicer je on po kosilu vedno jedel jabolko, ampak tisto jabolko je vzorno olupil, da je vedno ostal cel olupek. To sem vedno občudovala, kako mu to uspe, meni nikoli. No, potem je počival in vsak popoldne je odšel na čaj ali k eni svoji sestri, dokler je bila živa in je uspela mu še malo postreči, potem pa tudi eni sorodnici, ženi njegovega pokojnega brata. Ja, potem pač doma ni dosti televizije, gledam, ne vem tudi, če je dosti bral, tega ne bi mogla reči. Gospa Prosenc je vedno poudarjala, da je Kos umetno živel, da je bil popolnoma zavezan svojemu poslanstvu. Kako pa je to bilo doma? Ste se o njegovih študijskih letih ali pa umetnosti nasploh pogovarjali, o njegovih, ne vem, potovanjih, kar nekaj študijskih potovanj je imel za sabo. Kako je to doma, to svojo ljubezen do umetnosti živel? Ja, jaz recimo, če ne bi vedela, da je slikar, od zunaj, oziroma da ni bilo to splošno znano, jaz ne bi nikoli rekla, da je slikar, ker to ni bilo nikoli tema pogovorov. Tisto bil njegov svet, v katerega on ni dovolil vstopa, niti mogoče hčerki, ki je bila umetnostni zgodovinar, da je kakšne stvari strokovne razlagal. Ostali vsi enostavno ni se želel o tem pogovarjati, to je bil njegov svet, mogoče on celo mislil, da mi, ki nismo tako nadarjeni, da tega mogoče niti ne bi dojeli ali pa ne bi imeli razumevanja. Na ta način si to razlagam, ker je pravzaprav nenavadno. Doma hranite kar nekaj portretov, ogromno risb in ostalega, ampak tudi kar nekaj portretov, se pravi olj na platnih, ki so nastajala kasneje, se pravi v 50-ih, v 60-ih letih. So bila to naročila? Kako so nastajala ta dela? Jaz mislim, da so večinoma dela nastajala
na njegovo pobudo, niso bila naročila. Jaz sem ravno včerajšnjem govorila s profesor Lenko Glazarjevo, ki je bila njegova kolegica na gimnaziji, na klasični, tudi gospa stara že 95 let, in mi je povedala, da je recimo enkrat v odmoru moj tast pozval kolegice, katera bi želela k njemu priti v atelje, da bi jo slikal. In takrat je naslikal Alenko Glazarjevo in profesor Marijo Kosovo, ki pa je bila nemcistka. Toliko, ta najbolj sveži podatek, ki ga imam. Sicer pa je on impulzivno, če mu je bil kakšen obraz interesanten, ali pa če je imel neko drugo afiniteto, mislim, da teh tudi ni manjkalo, ne? Potem je pač se lotil dela. Kakšne načrte pa imate za Puščina avtorjev? Rekli ste mi, da v bistvu ne prodajate, da kupujete dela. Ja, jaz ne prodajam, ker se mi zdi pač potrebe ni. Ne vem, kakšno življenjsko dobo imajo takšni listi, čeprav so dobro spravljeni, ne, ampak ne vem, prepuščam potomcem skrb. Hvala za enkrat. Sara Hajdinec, ti si v celoti pogledala osebni arhiv, prebrala v Pokrajinskem arhivu Maribor. Mi smo na razstavi izluščili drobce, mogoče najzanimivejše dokumente. Ti si prebrala avtorjeva pisma, tako osebna kot nekaj službene korespondence. V arhivu, drugače, če bi koga zanimalo, je 6 polnih fasciklov, pisem, razglednic, izrezkov, dopisov. Kosova pisava je zelo lepa, zelo brljiva in najzanimivejša so bila zame, pa verjetno za vse nas, seveda dopisovanja z njegovo mladostno ljubeznijo in prvo ženo Malko Nagode. Kaj pa bi ti izpostavila iz svojega arhivskega prebiranja? Pozdravljeni še z moje strani. Naj za začetek povem, da so torej ta Kosova pisma v prvi vrsti nekaj zelo intimnega, šele v drugi vrsti nam pa to predstavlja v nek pogled v njegov študij v Pragi. Torej takrat je on študiral v Pragi pri profesorju Vlahu Bukovcu. Vlatko Bukovac je sicer zelo znan hrvaški slikar tega medvojnega, torej obdobja med obema vojnama. Zelo znan kot eden boljših hrvaških portretistov tega časa, tako da je zagotovo jasno, odkot je Kos najverjetneje to tudi prevzel. Naprimer, zelo zanimiv podatek, da mu je profesor Bukovac velikokrat pokazal svoje slikarska dela, torej ko je bil on star 22 let, tako kot takrat Kos. In to je v bistvu Kosa še bolj spodbudilo, da dela, da vadi. Po tistih urah slikanja v ateljeju je velikokrat šel ven, vadil, slikal po mestu, veliko je tudi potoval na splošno po Češkem, kjer je vadil risanje in slikanje. Tako da to je potem ta drug vidik. Pa če še mogoče izpostavim, prej je bilo nekaj govora o financah v času študija. O tem preberemo v teh pismih res ogromno, ker Kos je Malki povedal praktično vse, zelo sta si zaupala, zelo zanimiv odnos. Štipendijo je prejemal od države, vendar doma v Maribor, in potem je to bil velik zalogaj spraviti do Prage. Torej mama je pošiljala telegrame v Prago, enkrat je Malki poročal celo, da se je ta telegram izgubil in da je praktično brez denarja. Velikokrat se je tudi moral preseliti v cenejše stanovanje. Poseben problem je to v bistvu predstavljalo po zimi, ko si ni mogel kuriti, ko ga je zeblo. Velikokrat je hudo zbolel, prav zaradi teh financ. Potem po 2 letih študija, torej v 3. letniku, pa je začel že za prodajo svojih portretov, svojih slik, prav v Pragi, in je v nekem trenutku zaslužil že toliko, da se je lahko pa preselil v neko malo boljše stanovanje, jedel boljšo hrano, piše, da ga tudi ne zebe več. Pa potem tudi za tem viškom denarja, kaj je v bistvu s tem storil. Vedno je mislil na svoje domače,
takoj, ko je imel kakršenkoli višek, ga je poslal mami, kot piše v pismu Malki, da bo poplačala svoje dolgove. Ja, mislim, da je to bilo nekaj tak najbolj zanimivega, kar manjka mogoče v nekaj. Če samo eno stvar dodati, prva žena, ne, ta njegova žena je z novorojenčkom umrla v bolnici leta 40 zaradi sepse. In to je bil velik udarec v njegovem opusu, je to strašno se pozna, ne? Toliko, hvala. Ja, pardon, to smo pozabili omeniti. Je pa tudi Malki svetoval, oziroma tudi Malka si je želela, ker je bil Kos v Pragi, nasvete glede mode, oziroma oblačil, čevljev, klobukov. Nam še kaj o tem poveste? Bi pa lahko rekli, da je mogoče tak tretjina teh pisem posvečena prav temu. Velikokrat opazuje, kako so ženske v Pragi oblečene in potem to v prvi vrsti skicira v pisma. Ta pisma so tudi en odličen pogled v njegove risarske sposobnosti, tako krajine kot teh modnih aspektov. V nekem pismu, ki, če se ne motim, je tudi razstavljeno, je narisal žensko telo in v bistvu Malki razložil, zakaj naj ne nosi korzetov, kaj ti korzeti z notranjščino, z organi ženske naredijo, da bo potem grda, pravi. In potem tudi gledam, kje se bi dalo dobiti kako posebno blago, kakšne barve, z kakimi motivi, z kakšnimi rezi in potem to skicira, opiše, vse pove, koliko metrov blaga rabi, da ona v Mariboru potem to kupi in da tudi poceni sešiti. Na koncu pa potem nosi neke čisto take moderne obleke, ki bi jih sočasno nosili v Srednji Evropi. Seveda ne manjka tudi raznih mladostnih izbruhov ljubosumja in dvomov o ljubezni in tako dalje. Spravi res zelo zanimivo in lepo intimno branje in smo seveda zelo hvaležni, gospa Vlasta, da imamo dostop do tega, ker nam seveda omogoča neko pogled v obdobje, ki je bilo za slikarja v vsakem primeru pomembno. Hvala, Sara. Zaenkrat, gospa Ida Brišnik Remec, vi ste sama umetnica, sama tudi rišete, slikate akvarele in bili ste učenka oziroma dijakinja Ivana Kosa. Kot ste povedali na enem srečanju tukaj pri nas na Modrih uricah, ste bili tudi parkrat ali večkrat v ateljeju umetnika na Štrosmajerjevi ulici, to je na vogalu Štrosmajerjeve in Gregorčičeve, kjer ste slikali. In če sem prav razumela, vam je profesor Kos pomagal tudi pri pripravah na sprejemne izpite za akademijo. Ampak povejte nam sami kaj več o tem. Ja, jaz sem bila najprej učenka profesorja Kosa na klasični gimnaziji, najprej v nižjih razredih, kjer je poučeval risanje in takrat je imel tudi krožek za tiste, ki so pač to želeli in tistega sem se seveda udeležila in takrat smo prerisali vse nagačene ptiče, kar jih je šola premogla in seveda tudi druge motive, no tega se spominjam. Profesor Kos je bil zelo prijazen in zelo priljubljen med dijaki, njegove ure so bile zelo zabavne. No, potem pa je poučeval na klasični gimnaziji tudi v zadnjem razredu, torej nekdanjem 8., kasneje je bil to 4., ko so reformirali to šolo in je poučeval umetnostno zgodovino, česar druge gimnazije niso imele. No in takrat, predvsem v tistem zadnjem letniku, sem se že odločila, da grem dalje študirati na Akademijo likovnih umetnosti v Ljubljano. In seveda pogoj je bil sprejemni izpit in še pred izpitom
je bilo treba tudi poslati nekaj del, da so sploh te prepustili k izpitu. In potem sem se seveda obrnila za pomoč na profesor Kosa, ki je bil zelo prijazen in pripravljen pomagati in mi je svetoval, kaj naj delam, kakšne motive si naj izbiram, pa tehnike in tako naprej. In me je tudi povabil, da mu naj sproti prinašam, kar sem ustvarila. Ne? In tako je tudi on sodeloval potem pri izboru tega, kar sem Ljubljano poslala. In takrat sva bila dogovorjena, da on je namreč imel takrat to navado, da je v popoldanskem času hodil v atelje in takrat sem jaz prišla in mu te stvari pokazala, kar sem ustvarila. In potem je bila pa enkrat še ena posebna priložnost tudi za mene in sicer on je imel navado, da je vse svoje dijake, ki so bili v zadnjem razredu gimnazije, čez vse leto vabil v atelje in vsakega portretiral v kredi, retlu in to ponavadi dve glavi na en format ali pa 3 recimo portrete na en format in takrat sem jaz poleg njega sedela in tudi jaz iste stvari risala. Tako da to mi je bilo veliko pomoč. Predvsem pa mi je bilo tudi zelo zanimivo in spodbudno sploh priti v atelje nekega umetnika, tega nisem imela, mislim, te možnosti nisem imela takrat in to sem kar kot goba opijala, vse, kar sem videla tam in to so bili akvareli predvsem, akvareli, ki jih je imel v delu, najpogosteje portreti, postavljene na štafelaj, ker jih je pač do neke faze naredil, ustvaril in potem kasneje še nadaljeval, o tem mi je večkrat pripovedoval, ne? Kaj ustvarja trenutno. Tak, to se je dogajalo. Ne? Ti njegovi portreti dijakov so tudi v veliki večini v pokrajinskem arhivu in tako kot ste rekli, na en format 2 ali pa 3 podobe. Kaj pa vaše risbe so se tudi ohranile iz tega časa? Ja, večina se je ohranila, ne vem pa zdaj, kje so, ali so že v galeriji tukaj ali so še doma, ne? Ja, mi smo celotno zapuščino gospe Ide Brišnik Kremec tudi dobili in jo zdaj popisujemo. Hvala. Gospod Janez Lombergar, kot čisto mlad novinar, ste prišli posnet svojo prvo oddajo, če imam prav podatek, za TV Slovenijo prav k Ivanu Kosu. Kasneje se je izkazalo, da ste ujeli čisto zadnjo priložnost, kajti še istega leta je Ivan Kos umrl in v bistvu tudi oddaje ni nikoli videl. Mi jo imamo tukaj na razstavi vključeno. Ivan Kos je bil tudi vaš učitelj na gimnaziji in kakšno je bilo to, se opravičujem. Kakšno je bilo to srečanje z njim, to smukanje po ateljeju, pogovori o daljnih preteklih časih in tako dalje? Jaz sem eno deformacijo profesionalno, da spraševalcev nikoli ne upogam, vedno govorim po svoje. Skratka, grem malo nazaj od portreta. Maribor je eno zelo, naš Maribor, tudi moj Maribor, eno zelo prijetno, majhno mesto, ker se ljudje med seboj poznamo. Tisti, ki so prišli v Maribor med dvema vojnama, to pomeni, da so že tako rekoč staroselci, pa sploh. In mene na Ivana Kosa vežejo že zelo zgodnji otroški spomini. Namreč Ivan Kos je bil profesor mojih stricev, moje mame na klasični gimnaziji in o njem je vedno pripovedovala izjemno lepo in spoštovanjem. In tudi to, da je pustil med poukom, da je v kabinetu njegovem listala umetnostne knjige, da je tam preživela ure in lahko se pasla po knjigah. Moja mama je precej lepa in Ivan je vsa leta gimnazije nagovarjal za portret. Ampak moja stara mama, katoliško vzgojena kot je bila, v ateljejih umetnikom poštena punca pač ne hodi, ker te lahko tam en poje.
Približno tako je to, kot je že stara mama, ki jo je osvajal Milko Kos, zgodovinar, neuspešno. In to sicer tako, da bi jo Gojmir Anton Kos naslikal, pa je tudi se ustrašila in ni šla v atelje. Tako da sem ostal brez portreta babice od Kosa in brez enega Kosa in brez portreta mame od druga Kosa. Iz strahu, ker umetniki pač v ateljejih to je tako veljalo. No, kakorkoli že. In ker je Maribor majhno mesto, se seveda ljudje srečujejo, prijateljujejo, spletajo se zgodbe. In Kosov ni bilo tako malo v Mariboru, Kosov je bilo veliko. No, in eden od bratov Kosov je imel zastopstvo tovarne Singer v Gosposki ulici, ženo madžarsko Judinjo. In on je posloval z mojim starim očetom, ki je imel tovarno tekstilno, ki mu je stroje uvažal iz Nemčije, Singerjeve stroje. In imel je 5 otrok, pet. Tega Vladota, ki ste ga omenili, misionarja, pesnika, pa Borisa, oblikovalca, ki je med drugim avtor tiste lepe lastovke od Polzele, to je njegov znak. Potem sta bile Karmen in Ksenija, 2 hčerki, in najmlajši Božo Kos, ki jo vsi poznate. Ja, in seveda moja mama je s Ksenijo in Karmen prijateljevala ves čas. Ksenija je lepo rečena Macun, Karmen pa Kračun, ministr Kračun. Macun pa Kračun. Ja. In seveda tudi z bakico. Ta bakica Judinja sta hodile skupaj z mojo mamo v tečaj živilski na Gosposki ulici in so klepetale med seboj. In zgodbe teh Kosov, ki so se spletale v familijah in se govorile izključno znotraj kofetkov, niso za javnost, ampak jaz sem bil vedno mulc, ki sem rad spraševal in rad poslušal. In prihodnji teden prihaja v Ljubljano na obisk Bernhard Schlink, sloviti pisatelj, avtor Bravca in Ljubezenskih pobegov. Če bi Bernhard Schlink vedel za nekaj zgodb teh Kosov, bi bila to nova knjiga Ljubezenski pobegi. Se lahko zmeniva tam v predverju. Skratka, dekleta so se med seboj vse pogovorila, vse povedale in ker sem jaz vedel, sem seveda vedel od tam, iz teh pogovorov. Slišal, vprašal, vedel. Kakorkoli že, na televiziji Slovenije, ker sem bil mlad, nikoli novinar, umetnostni zgodovinar, sem pa seveda imel kolega Jerneja Kosa, ki je bil pa sin Frančka Kosa in Klare Kos, torej tega umetnostnega zgodovinarja, kolega starejšega, etnologa, diplomata. Mlad je umrl, imel eno bolezen na noge in tako, zelo mlad je umrl. Bil je kolega. In skratka, s temi Kosti je bilo ves čas nekaj prepleteno in nekega dne, res sem bil še zelo mlad, me mama pokliče in pravi, da je bila s Ksenijo in s Karmen, da je Kos zelo slab, da ne bo več dolgo in na vrat na nos res je bilo treba te stvari čim prej posneti, kajti ni bilo niti enega samega posnetka slikarja Kosa. Še dobro, da je obstajal katalog, to je bilo leta 80, to snemanje, še dobro, da je obstajal katalog neke razstave, ki sem jo popil vase, katerega je pisala tekst kolegica Meta Prosenc, dober tekst. In tisti katalog je bil seveda opora za tako oddajo, kaj druga ni bilo. Jaz seveda, ker sem vedel posebnega v Kosu, sem seveda vedel ali od Žlahte ali pa od Ivančka, ki je bil moj taborniški vodnik. Jaz sem bil tabornik in Ivanček je bil taborniški vodnik in smo bili tam skupaj, Sonja tudi, hčerka. In se jaz pojavim v Mariboru, sprejeli so me fantastično, Vida je bila res, žena je bila res eno prijazno, toplo bitje, čeprav imam vtis, da je bil to drug svet. Ona je bila v nekem svetu, on pa v drugem svetu. In ko je teklo to snemanje, ko so bila sama v ateljeju, je bil Ivan Kos, en Ivan Kos, ki je pa doma v stanovanju, pa drug Ivan Kos. Spontano, druge teme so bile, drugi pogovori so bili. In sva to posnela, videlo se je, da je zadržan, da je skromen, da je neskončno očaran in žalosten, ker se je imel za pozabljenega. In res je bil pozabljen. Mlade generacije slikarjev v Mariboru so ga preprosto pozabile. Grdo, zelo grdo. Ljubljana je pa tako pozabila vse mariborske slikarje, ker je pa ne samo slabo, ampak nestrokovno in
zelo, zelo grdo. In zelo si je želel, da bi ta oddaja kot neko javno priznanje vendarle bila predstavljena in bi dočakal. To je bilo jeseni 80. Pozno jeseni, skoraj po zimi že. Potem je pa prišel januar 81 in je njegov nečak Jernej prišel k meni, ker sem v montaži oddaja montiral, pa je rekel, veš kaj, stric je obrl. Meni se je razsul svet. Vse smo naredili, da bi to oddaja šla ven, ni šlo, umrl je. In potem sem šel nazaj v Maribor, z nekaj materijale še vrnil in sva šla z ženo, z Vido, ponovno, ki je gor v atelje. In je rekla, veste, vi ste tukaj pa že bili večkrat, ne? Sem rekel, ja, dostikrat sem bil tukaj. Jaz sem prvič. Nikoli v življenju ni prestopila praga ateljeja. To je bil drug svet, kot ste vi rekli. Drug svet, tam doma, vse lepo in krasno, v ateljeju pa nek drug Ivan Kos. Bilo je v bistvu žalostno to. Pa to je bilo. Skratka, ta oddaja je polna mladostnih napak, neizkušenega mladeniča, ampak bilo je pa res narejena na hitro in zadnji hip, ko je bil še sposoben kaj povedati. Je pa res, da kljub temu, da sem ostal brez maminega portreta in tako naprej, zaradi strahu pred ateljeji, se je pa nekaj zgodilo. Po tej oddaji boste opazili en kader, ker je on sneman obraz in nekaj riše, pa gleda, pa riše, pa gleda. Jaz sem mu rekel, gledajte, profesor, rabim en kader, ki vi rišete. Že dolgo nisem več, ne morem, se mi roka trese. Sem rekel, gledajte, ker nekaj narišite, nekaj delate. Kaj pa ne? Sem rekel, ja, mene gledajte, vse je v redu. Zadnja slika, ki jo je naredil v življenju, s peresom, portret, lep, majhen, sem jaz. Tista, ki jo je za oddajo narisal, ker sem že tako roka tresla, ampak ta tresava črta je bila presumljivo dobra. Skratka, srečeval sem ga od malega po Mariboru, vsaj tistih 18 let, ko sem tle živel, in ko je pač bilo v Mariboru eno obdobje, ki je meni dalo ogromno. Vrišerjev muzej in Branko Rudolf v galeriji. Branko Rudolf, ki je pripeljal sem v to galerijo razstavo Edvarda Muncha. Sončmeta. To je bil šok. Tako vrhunska svetovna razstava tukaj v Mariboru. Še danes vidim vsako grafiko in risbo njegovo. Skratka, in takrat v tistem času so seveda po Mariboru hodili, Max Kavčič, Ivan Kos, vsi so hodili te okoli. In meni pozneje na študentskih letih in pozneje nerazumno, kako je lahko Slovenija pozabila, da tukaj v Mariboru obstajajo vrhunski slikarji, ki jih nikoli niso videli stalne zbirke galerij v Ljubljani nacionalne. Ampak na srečo ta galerija tukaj opravlja svojo vlogo in ima izjemno dobro zbirko. Bi pa nekaj vprašal, ko me zanima, kdaj je prišla deklica s Pomarančo v galerijo? Kdaj ste jo? Ja, to si mislim, ampak se ne vedaj. Načrten nakup jo je on ponudil? Ali? Ker to je interesantno. Na kakšen način je prišla, ne? A se je on tako zavedal, da je to sem ponudil, da bi ostalo nekje, da bi našel to? On je vzame človek, ki je bil tako pretirano skromen. To bi na vsak način bilo potrebno še raziskati. Najbrž V knjigi je zapisano, kdaj, pa mogoče tudi od koga je bilo odkupljeno, ne vem. Mogoče Breda, ti veš? Poskušam dognati, kakšna je nadarna številka. Ja. No. Oziroma že kupljena, ko se je zbirka začela oblikovati, srego muzeja. Ja. In po ustanovitvi je prvi fond prišel za to hišo, tako zbirka. Mislim, da nismo nikoli tega dodali. Pred nama obema se tam je zaprav Skratka, kakorkoli je, familija Kos, zelo razvejena familija Kos, bi si zaslužila mirno in romaneskno delavo. Toliko je zgodb, ki so res dobre. Ne vedno lepe, tudi težke, zelo težke, ampak romaneskno delo zaslužile. Tudi zgodba o Malki, včasih v ateljeju sva kakšno rekla.
lepa zgodba. Nikoli preboljena, nikoli. Ne. Ker je toliko govora pač o tem priznanju oziroma nepriznanju Kosa, moram povedati, da je bilo eno drobno veselo presenečenje, ko sem bila lani, nekje sredi leta, je bila v Moderni galeriji velika razstava umetnosti tegale stare Jugoslavije oziroma kraljevine Jugoslavije, ne, in sem srečala tam dve lepi Kosovi stvaritvi, enega berača, to se pravi risba s tušem in pa brezposelno dekle, odlična akvarel. Mislim, to je vse, kar so, ampak vseeno Kos je bil. Seveda tudi po zaslugi zbirke Umetnostne galerije Maribor. Ja, jaz mislim, da življenje Kosa vsaj v mlajših letih kar kliče po kakšnem romanu, no? Bi bilo zelo fino, zanimivo. Po filmu, kakšne produkcije RTV. Gotovo, mislim, to, ko sem jaz zdaj spoznala, res moram reči, da je blazno zanimivo. Jaz bi rekla, no pa nas zdaj pripelje to še samo do, kar bi radi zdaj še potem pa seveda čas za vprašanje ali pa vaše komentarje ali pa kakšne druge zgodbe, do naše deklice z oranžo. Kajti naša deklica z oranžo, ki jo imamo v zbirki iz leta 27, za njo je, odkar sem jaz v hiši, se bilo vedno vprašanje, kdo je model, a je to Malka na Gode ali to ni, preučevali smo poteze obraza in se spraševali in tako dalje. In šele, ko je razstava stala in ko so mediji poročali o razstavi, se je javila gospa, ki je pol sestra modela, in sicer Sonja Kokl, ki je prišla z družinskim albumom svoje 30 let starejše pol sestre Nade Nerat, ki je sama povedala svoji družini, da je bila to ona. In sicer je nekoč, tudi tega jaz nisem vedela, bila deklica s pomarančo podoba, ki je bila povsod prisotna. Se pravi, je reprodukcija te slike, si jo lahko kupil v trafiki, kot plakat, ljudje so jo imeli obešene, ukvirjene doma in tako dalje. In nekoč je Nada, galerija nima ni zraven, okej. Nismo bili tako podjetni. No, zdaj si želimo, da bi kakšna takšna podoba bila povsod. In sicer je Nada Nerat živela v bližini doma Ivana Kosa. Ivan Kos v dokumentarcu sam pove, da je to bilo dekle iz soseščine, takrat je bila stara 13 let, v črno je bila oblečena zaradi tega, ker je žalovala za mamo. Kos jo je pa povabil k temu, da mu je pozirala za portret zaradi njenih zanimivih obraznih potez. Sam Ivan Kos na to v dokumentarcu pravi, in tam so bile pomaranče in v roko sem mi dal pomarančo in tako je nastala deklica z oranžo. Mi smo bili zelo, zelo veseli, da se je ta zgodba razvozljala. Nada Nerat je sicer bila tudi sama z ene precej zanimive mariborske družine, njen dedek, mislim, da Miha Nerat, ne, Miha je bil oče, ampak en drug Nerat, mogoče Janez, je bil ustanovitelj slovenskega šolstva v Mariboru, se pravi, je ustanovil in bil potem ravnatelj prve slovenske šole, ki pa je imela prostore v spodnjem delu Tomšičevega drevoreda, kjer je družina Kos tudi živela.
Na to pa, oziroma že ob pripravah na razstavo, na to pa, ko je razstava že stala, se nam je javila tudi gospa Orešič, ki pa je lastnica druge deklice z oranžo in je prav tako povedala zelo zanimivo zgodbo. Od te slike deklice z oranžo se je avtor dosti težje ločil in bo gospa sama povedala, zakaj. Pa bi malo... Torej, oba z možem sva bila njegova dijaka. Dajte si bližje. Dijaka na klasični gimnaziji. Jaz sem celo delala maturitetno nalogo, ker me je zelo navdušil s svojimi predavanji. Sama zgodba, kako smo prišli, kako je družina prišla do te slike, je pa pravzaprav bolj bo pa več povedal Igor Orešič, ker je imel z njim stike s tistim Ivanom Kosom v ateljeju, medtem ko sem jaz bila bolj prijateljica njegove hčere. Tako da gre tukaj za dve plati. Se nadaljevala bo zopet Herta, jaz bi sam povedal čisto zgodovino. Na klasični gimnaziji smo bili sošolci v istem razredu Herta, Sonja, njegova hčerka in tudi jaz. On je bil pa naš profesor, tako kot je bilo že danes dostikrat povedano, smo ga imeli vsi dijaki izredno radi, bil je priljubljen in tako z njim sem se dejansko dobro in izredno dobro razumel. Skratka, leta so minila in po študiju sva se enkrat srečala, sva bila zelo vesela in drugega in on se je zanimal za glasbo, jaz sem tudi se z glasbo ukvarjal in sva se dosti pogovarjala na cesti in na koncu je pa rekel, naj ga obiščem v ateljeju. No in nisem si dal takrat reči, prositi in sva se kar dogovorila, mislim, da kar naslednji dan in sem ga obiskal. In mi je tam razkazal vse slike, videl sem tiste čudovite akvarele, olja, sem bil navdušen pa to in sem že tik pred odhodom, pa sem videl nekaj mencal, pa hodil, pa razmišljal pa to in naenkrat je jaz nisem niti opazil odkot, ali za neke zavese, ali kak je prinesel tole deklico z oranžo, to sliko. Jaz sem bil izredno presenečen, ker sem poznal tole, ki jo ima galerija. Samo tale je bila pa, bi rekel, bolj ekspresionistični maniri in sem se takoj zatreskal v njo. In sem rekel, ker če bi bila to, da bi bil on to pripravljen prodati, pa je rekel, ne, to ni, to je, on ima en osebno odnos do tega, da to, no pa ni bilo nič, pa je pa nekaj časa razmišljal, pa je rekel, ja, na koncu bi vam pa jaz si jo prodal, ampak pod enim pogojem, če bom videl, kje visi in če bom lahko prišel gledati vsake toliko časa, če mi boste dovolili, jaz rekel, to sploh ni problem, ste lahko prijete kdajkoli, boste izredno dobrodošli, bomo vas veseli. In tako smo potem, naslednji dan smo šla z Herto k njemu in smo jo pač, kot se reče, kupila. In to, zdaj pa več o sami sliki na zadju, se je pa Herta z njim pogovarjala, zdaj bi pa dal njej spet besedo. Zakaj, kdo je to, koga predstavlja, to je vse razložil. Ja, torej, mesto je izbral sam. Res en tak pogled, takoj, ko se je vstopilo v sobo. Potem je skrbelo, kako bomo mi skrbeli za sliko, da moram imeti mehko krpico in pokazal, kako jo od časa do časa obrišemo. Skratka, nekajkrat je še prišel in pogledal od blizu, od daleč, mislim, in tudi, ko je sedel vedno tako, da je imel oči na tej podobi. Torej, nama dvema je razložil, da je imel v načrtu tri takšne slike. Torej, prva je bila deklica, ni natančno, sploh ni povedal, kdo je to, ampak potem za drugo tudi pravzaprav je pa rekel, da je to njegova žena in da jo je naslikal pač v tej pozi, pomarančo v tej pozi, da je hotel naslikati tudi tretjo, kjer bi bila pomaranča v naročju.
in do tega ni prišlo. No, mislim, da smo pa slišali že danes. Ne. Vse tri, kako smo pogledali zadnjič, ko sem prinesla sliko, so pa iz leta 27, torej tudi tisti portret gospe Malke, ne, so pa iz leta 27, tako da mogoče lahko s tem, da vidimo, da se poteze na olju zelo, zelo skladajo za tole njegovo dragocenostjo. Hvala za to zelo lepo zgodbo. Se pravi, Deklica z oranžo 2, za Tobina je bila Malka na Gode, njegova prva žena, kot je že povedala gospa Vlasta, in pa njegova velika mladostna ljubezen, zato se je verjetno tudi od te slike težje ločil. Naj pa povem, da se nam je naknadno javila še Katja Brvar, to je hčera od Andreja Brvarja, ki pa je lastnica, oziroma javila se je, tudi jaz imam eno deklico z oranžo, pošiljam reprodukcijo. Žal Katja danes ni v Mariboru, tako da ni prišla do sem in ni prinesla zraven. Gre za akvarel. Dejansko je to deklica z oranžo, ki drži oranžo, tako kot ste vi rekli, tukaj od spodaj v naročju. Je to starejša, zrelejša ženska, ne starejša, zrelejša ženska, kot ste povedali, da je želel nekako 3 življenjska obdobja tudi zajeti. Je pa velika razlika med prvima dvema, kajti gre za polovičen akt, se pravi, je tukaj razgaljena oseba, tako da ne vem, v kakšnem smislu je naslikal ta akvarel, in tudi Brvarjevi so to sliko kupili v eni od galerij, ljubljanskih galerij, ne pa od nekoga, ki bi poznal neko ozadje za tem. Tako da smo nekako prišli do te celotne zgodbe o naših deklicah. Jaz sem bila izredno presenečena nad odzivi medijev, ki so to zgodbo dejansko zelo lepo pokrili, Delo, RTV Slovenija, pa tudi, predvsem pa Večer. Iz Večera se je oglasila urednica, kulturna urednica Petra Vidali, in je rekla, da bo o tem poročali kot tisti izpostavljeni zgodbi na zadnji strani Večera, se veste, prva pa zadnja stran sta najpomembnejši. In tudi zaradi tega, ker je uredništvo celotnega časopisa se še vedno spominjalo te podobe. Tako da je dejansko Deklica z oranžo nekaj, kar je v zavesti in pa verjetno tudi v podzavesti Mariborčanov, kar je res zelo ganljiva informacija. Jaz mislim, da je nekaj tukaj tudi še dijakov med vami. Vam toplo priporočam obisk v Pokrajinskem arhivu v Mariboru, kjer so shranjene številne risbe. Mogoče se tudi sami najdete med njimi, tako da to je gotovo tudi ena lepa priložnost, ki nam je družina omogočila. Drugače pa se vam jaz seveda zelo lepo zahvaljujem za današnji obisk, našim gostom pa za vse informacije, zgodbe, ki ste jih z nami delili, in vas vabim, da se še malo podružite z nami. Hvala. Jaz bi se pa rada zahvalila vam, ker ste tako srčno, zavzeto skrbeli za to, da smo mi danes doživeli en lep večer. Hvala lepa.